Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Epiktet, razprave. Če bi kdaj usmeril svojo voljo v stvari, ki niso pod tvojim nadzorom, da bi koga impresioniral, bodi prepričan, da si uničil svoj celoten smoter v življenju. Zadovoljen bodi torej, da si filozof v vsem, kar počneš, in če želiš biti tudi prepoznan kot tak, se najprej pokaži, da si to in uspelo ti bo. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Epiktet nas opozarja na pasti, ki se skrivajo, ko svojo energijo usmerjamo v stvari, ki niso pod našim nadzorom. To je lahko prizadevanje za pridobivanje odobravanja drugih, občutek nadzora nad nepredvidljivimi dogodki ali pričakovanje, da bodo stvari potekale točno tako, kot smo si zamislili. V današnjem času je ta koncept še posebej pomemben. Morda ste kdaj postavili svojo vrednost na to, koliko sledilcev imate na družbenih omrežjih, ali kako impresivno se zdi vaše življenje drugim. Ampak, ali te stvari res nadzirate? Ali vam lahko dejansko prinesejo trajno zadovoljstvo? Vzemimo za primer nekoga, ki želi postati uspešen pisatelj. Če se osredotoči na pisanje knjige, ki jo bodo drugi občudovali, namesto da bi pisali strasti in ljubezni do pisanja, se lahko hitro izgubi v pričakovanjih drugih in kritikah, ki so izven njegovega nadzora. Epiktet nas spodbuja, da v vsakem dejanju delujemo kot filozofi. To pomeni, da se osredotočimo na naše vrednote, naše delovanje in našo integriteto, ne pa na mnenja drugih ali nepredvidljive rezultate. In če želimo biti prepoznani kot filozofi, moramo najprej sebi dokazati, da smo to. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu, in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.